Mateja Perpar iz pravljičnega gozda. Zajčja pravljica za lahko noč. Zajec se je prebudil in široko zazehal. Zajklja zraven njega je še drnjohala. Nekaj časa jo je opazoval, potem pa jo je s smrčkom sunil v hrbet. Vstani, stara, čas je za zajtrk. Zajklja si je pomencala oči in se pretegnila. Zunaj je svetilo toplo jesensko sonce. Gospod in gospa Zajčeva sta stanovala v luknji na hribu. Če si sedel pred luknjo in se ozrl naokrog, se je pred teboj razprostirala vsa vas. Hiše in hišice in trgovine in šola in knjižnica. In, najpomembnejše od vsega, ob hišah in hišicah so bili vrtovi, ob robu vasi pa cel kup njiv. Na vrtovih je raslo korenje, na njivah pa same sočne, slastne, zelnate glave. Gospodu in gospe Zajčevi je še od včeraj krulilo po trebuhu. Gospa je bila ves teden na peteršiljevi dieti, gospod Zajec pa je bil stregel svojim skominam po sladkem korenčku in prišel ob tem, kot se je izrazil pozneje, v spor z nekim psom. Pes je imel zelo dolgo verigo, zato je moral gospod Zajec tistega dne v posteljo brez večerje. Toda danes je bil nov dan in treba je bilo poskrbeti za zajtrk. Gospod in gospa Zajčeva sta sedla pred luknjo in se ozirali naokoli. Kaj bi jima danes najbolj teknilo? Peteršilj, je bleknila Zajklja, ampak Zajec jo je ošinil s strogim pogledom, tako da se je kar zdrznila in dodala, za posladek seveda. Meni bi se prileglo zelje, se je Zajec počohal po trebuhu. Na tumpeževi njivi so letos glave še posebej debele. Je pa daleč in če se nažreva, bova morala na poti domov malo počivati. Gospa Zajčeva si je nameravala danes opiliti nohte, vendar so se tudi njej prav nemarno pocedile sline po zelju in je rekla, zelje s počitkom se mi bo prav prileglo. V mislih je še dodala, da bosta potem nazaj grede lahko naredila manjši ovinek in skočila še po peteršilj. Sporazumno sta si pokimala. Tumpeževa njiva je bila najbolj oddaljena od njune luknje. Nedaleč stran se je že začenjal gozd. Tudi če bi kmet prišel pogledat pridelek, bi mu zlahka pobegnila, sta razglabljala. Toda brez strahu. Tumpež je na njivo prišel le dvakrat. Prvič, ko je sadil, in drugič, ko je glave porezal. Zelje je bilo na milost in nemilost prepuščeno samo sebi in zajčjim muham. Pogosto so bili zajci zelja na tumpeževi njivi tako siti, da so iz gole objestnosti glave začeli obžirati le na pol ali pa so iz njih delali smešne figure. Repar je kiparil in prirejal njivske razstave, Skoklič je glave obgrizel in sredico igral nogomet. Gospod Tacenski pa je nabral največje liste, se pokril z njimi, da je bil videti kot zelnata glava in strašil vse, ki so ga hoteli pojesti. Kosilo na tumpeževi njivi ni bilo zgolj obrok, bilo je družabni dogodek. Ko sta Zajčeva prispela do njive, je bilo povsod naokoli presenetljivo mirno. Ko je mirno, se lahko mirno je filozofsko pripomnil Zajec, se malo razgledal in uzrl res krasno, res slastno in sočno in zeleno zelnato glavo na sredi njive. Skoči, stara, je pokomandiral Zajkljo in s taco pokazal proti svojemu odkritju. Toda Zajklja si je že izbrala svojo glavo čisto na drugi strani in se ni menila zanj. Še žal ti bo, je zagodrnjal Zajec, bil v 2 skokih pri zelju, si pomel tace in ugriznil vanj. Hop, in glava mu je skočila iz rok. Zajec se je malce začudil, odnehal pa ni. Ne, spet ta Tacenski in njegove trapaste šale, je zagodrnjal,
se nameril k sosednji glavi, prav tako lepi in sočni in slastni, jo trdno zgrabil z obema tacama in zevnil. Glava pa je zevnila nazaj in zraven zavpila, da je zajcu šla vsa dlaka po konci. In jo je hitro pobrisal za najbližji grm. Srce mu je tako razbijalo, da mu je skoraj skočilo iz kosmatih prsi. Prav počasi je počepnil in z enim očesom previdno pokukal izza grma. Na njivi so druga za drugo švigale v zrak zeljnate glave na silnih, grozljivo dolgih pecljih in grozovito rjovele. Zajec jih je preštel. 1, 2, 3. 9 sočnih, slastnih, zelenih in besnih zeljnatih glav. Kje je tisti, ki me je ugriznil uho? Prikaži se, če si upaš, so tulile druga čez drugo in se ozirale naokrog. Tedaj so ob robu njive uzrle zajkljo. So zarjovele. Nesramni zajec, zdaj ti pokažemo, pripravi se na smrt. Zajklja je ohromela občepela na mestu in si od strahu ni upala niti dihati. Tedaj se je zajec opogumil in se s cmokom v grlu pognal izza grma. Tu sem, ti zelje, pusti jo pri miru, bojuj se raje s sebi enakimi. Zeljnate glave so se obrnile in zastrmele v zajca. Potem so se začele krohotati, da je odmevalo daleč naokrog. Kakšna neumnost pa je to, je vprašala ena izmed njih. Kako naj se bojujem s sebi enakimi, tepec zajči, vrh tega si se ti prvi spravil name. Zajca je bilo sram. To se samo tako reče, je odvrnil in s taco drsal po tleh. Še nikdar nisem videl, da bi zelje govorilo. Kdo sploh si? Jaz sem zeljnati zmaj, sta rekli dve glavi hkrati. Ravno včeraj sem priletel v vaše kraje in si za počitek izbral to njivo, ker se mi je zdela najbolj zapuščena. Pojma nisem imel, da se okrog klatijo požrešni zajci. Zajec je bil malo nejevoljen, vendar si ni upal kaj preveč repenčiti. Nisem požrešen, ampak lačen, če hočeš vedeti. Že od včeraj zvečer nisem nič jedel. Ozrl se je okrog. Na njivi je bilo še ogromno slastnih glav, ki so miroljubno stale na svojih pecljih in se ponujale za kosilo. Ali so to vaši sorodniki? Je vprašal. Tile? Nikakor, je odvrnil zmaj. Mi zeljnati zmaji smo samo po zunanjosti podobni zelju, drugače smo pa po prehrambenih navadah bolj podobni vam, zajcem. Tako da s tistimi sebi enakimi nisi ustrelil čisto mimo. Zajcu je od presenečenja skoraj odpadla čeljust. Kaj pa potem jeste? Ga je zanimalo. Zelje, seveda, je odvrnil zmaj. Zato se mi pa reče zeljnati zmaj. Ja, je rekel zajec, ampak razumel je vedno manj. Vedno priletim na kakšno dobro založeno njivo in se skrijem med zelje. Po noči se ga do sitega napokam, zjutraj pa odletim naprej. Si predstavljaš, kakšen vik in krik bi zagnali kmetje, če bi videli, da je na njihovo njivo priletel zmaj. Tako pa za opustošenje vedno krivijo vas. Zajce, brihtno, kaj ne? Se je pohvalila ena od zmajevih glav. Zajec ga je mrko gledal, bil je lačen in zeljnate glave so mamljivo dišale. Pa ste že kaj jedli? Se je pozanimal. Ne še, je rekel zmaj. Trdno sem spal. Zbudil me je neki tepec, ki mi je skoraj odgriznil uho. Tedaj se jima je približala zajklja.
Noge so se ji še malo tresle in skakala je levo in desno za vsak primer. V levi taci je nosila zelnato glavo. Ta ni ena izmed vaših, kaj ne? Je previdno vprašala. Zmaj je odkimal. Kar izvolite, je rekel. Pa jaz bom tudi kakšno. Oprostite mi, prosim, za tisto prej. Zmaji smo drugače sila vljudni. Dober tek. In tako so se tistega dne zajec in zajklja in zmaj nažrli zelja, da so skoraj počili, in je morala gospa spet na peteršiljevo dieto. Potem se je zmaj poslovil in odletel, zajec in zajklja pa sta jo mahnila domov. Sta pa od tistega dne vsako glavo dodobra ovohala, preden sta ugriznila vanjo. In tako počnejo vsi zajci še dandanes.